Zadnjič mi je deček prinesel kamen, na katerega je sam narisal pikapolonico za srečo. In to so tiste drobne pozornosti, ki mi jih prinesejo moji pacienti, ki me res ganejo. Vito, a prideš? A bo teta poslušala? Lahko? Naj se pa usta odpri, pa dihaj kot lev. Sem Simona Lesnjak-Dermol, specialistka pediatrije, zaposlena v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec, rada imam primarni nivo, sem tudi IBCLC. To pomeni, da sem mednarodna svetovalka za dojenje, certificirana. Mamice, ki jim uspe premagati težavo in dojijo in potem pridejo recimo na kontrolni pregled in je otrok še vedno dojen. To je res eno tako zadovoljstvo, ki ga čuti mamica in je res ponosna na sebe in tudi mi smo zelo ponosni na njo. Čakaj, kaj pa za ponedeljek? Aha, to vse. Sem mama, žena, navdušena športnica, in rada delam v svoji ambulanti. Vejst reči, V 5. razredu osnovne šole, ko smo se pogovarjali o poklicih, sem povedala, da bi rada bila zdravnica. Nihče v mojem sorodstvu prej pač še ni bil zdravnik, niso me niti resno jemali, ampak ta želja je bila tako močna, da sem res sledila temu. Vedno sem si želela pomagati ljudem, medicina mi je bila vedno taka lepa veda, ki naredi veliko dobrega. A je že mogoče prišel izvid urinokulture za Žano? Eden izmed ključnih motivatorjev so zagotovo moje medicinske sestre. Mi se res veliko smejimo. Res smo krasen tim. Moje sestre so izrazito predane, strokovne in srčne sodelavke. Rade delamo, rade smo skupaj. Potem pa moji pacienti. Bravo! Izboljšanje pri pacientu in predvsem zadovoljstvo staršev, da jim na nek način pridemo naproti, pomagamo rešiti njihove težave, premagati njihove skrbi. To je tisto, kar vedno znova me drži pokonci in še vedno verjamem, da dobro se z dobrim vrača. Ta pljuča lepo in simetrično predihana, veca brez dodatnih fenomenov. Vas pol pokličem, ko bojo izvidi gotovi. To so pa risbice mojih pacientov in pacientk. Se pravi, z veseljem, ko jih dobim, jih obesim na steno. Boljša je, pa zdaj smo Ventolin ukinili, a ne? Tako, okej. Predvsem, ko je pač pri otroku postavljena diagnoza rak, morda kakšna neozdravljiva genetska bolezen, kakšna okvara, ki se ne popravi. To so res stiske ne samo pri starših in pri otroku, tudi pri nas, zdravstvenih delavcih. Na te trenutke se poskušamo posebej pripraviti, da staršem na nek pravilen način podamo to slabo novico. Predvsem, da jim res trudimo se, da smo jim v oporo, da jim nudimo vse, kar v tistem trenutku potrebujejo. Hvala Bogu za vse naše kolege in kolegice, ki so se podali v znanstvene vode, ki vedno iščejo napredek, nova zdravila, nove tehnike zdravljenja, novo diagnostiko. Zaradi njih gre medicina vsekakor naprej. Najbolj zaskrbljujoče je, da otrok ne dobi dovolj mleka, a ne da se joče, da mamica nima dovolj mleka, potem morda ali se je zredil otrok dovolj, če otroci polivajo, zavračajo dojko, sploh mamice, ki so prvič rodile, znajo biti kar v skrbeh, pa še kaki dobronamerni nasveti sorodstva, ki včasih niso čisto na mestu. In včasih je treba samo malo, tak nežen pristop na svet, in stvar steče. Ko se pojavi težava pri dojenju, bi res položila na srce mamicam, naj ne obupajo. Vsekakor se da, mi smo na voljo, seznam je dostopen na UNICEF-ovi spletni strani, vzamemo si čas in svetujemo lahko nadaljavo, lahko tudi pacienti pridejo k nam in verjemite mi, vsaka težava je rešljiva in vsekakor se pediatrinje veselimo vseh otrok, ki so kljub težavam dojeni in predvsem dolgo dojeni. Mamino mleko je optimalna sestava za vsakega dojenčka, novorojenčka. Mamino mleko vsebuje snovi, ki jih nobena adaptirana mlečna formula ne more posnemati. Če gledamo samo z tega stališča, potem tudi ta stik
matere in otroka, mamino zadovoljstvo, potem tudi mamice običajno po porodu se maternica hitreje skrči. Ti otroci so tudi načeloma bolj zdravi, manj je vnetij ušes, manj je vseh okužb. Ja, to je ena taka zame velika čast in potrditev, da delamo prav, celotna ekipa, ne samo jaz, da želimo delati dobro, srčno in predvsem po medicinskih smernicah.